Dober dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj in vsak posebej iz Mestne knjižnice Ljubljana, iz Pionirske, kompetenčnega centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Veseli me, da vas lahko takole nagovorim na en tak prav poseben dan, kot je današnji, na Svetovni dan poezije. Kaj lepšega je, kot vam predstaviti letošnjo poslanico otrokom vsega sveta, ki je napisana v obliki ene prelepe pesmi, ki so jo pripravili v grški sekciji IBI in bo obkrožila cel planet in dosegla otroke vsega sveta. Za nas jo je prevedla prevajalka iz grškega jezika, gospa doktor Jelena Isak Kres. Torej, jaz sem knjiga, ti si knjiga, mi vsi smo knjige, moja duša je zgodba, ki jo pripovedujem, vsaka knjiga pripoveduje svojo zgodbo. Tako se glasi delček letošnje poslanice, ki je navdihujoča, ki smo jo veseli in ki jo dejansko razumem kot ljubezensko pismo vsem nam, ki smo bralci, je častilna poslanica knjigam, bralcem, knjižnicam, knjigarnam, nam vsem, ki se družimo s knjigami, ki se v njih z veseljem pogovarjamo z našimi velikimi in malimi bralci. Saj veste, tako kot pravi George Martin, kdor bere, živi 1000 življenj, kdor ne bere, živi eno samo. Ponosna sem na prelep plakat, ki so ga pripravili v grški sekciji in smo ga na nek način priredili tudi za naše slovenske potrebe z dovoljenjem grških kolegov, na njem je tudi QR koda. Samo klik nanjo je dovolj, da vas bo popeljal v letošnjo bralno spodbujevalno akcijo, ki smo jo tudi pripravili v Mestni knjižnici Ljubljana v sodelovanju z slovensko sekcijo IBI. Torej, naj vas hkrati ob tem vabilu, kratkem nagovoru tudi informiram, da so plakati že natisnjeni, da jih lahko dobite v Mestni knjižnici Ljubljana, v Pionirski. Vsi tisti, ki ste malo dlje doma, jo lahko prejmete v Cankarjevem domu, na Kulturnem bazarju, na stojnici bralne kulture, sicer pa tudi na našem simpoziju 5. aprila, na katerega vas bom povabila, pa tudi na naši majski strokovni sredi 10. maja. Naj vam plakat lepša vaša bralna okolja, naj vzbuja ineti ogenj in veselje do branja pri vas samih in pri vaših bralcih. Torej, praznujte 2. april v svojih lokalnih okoljih, povezujte se z različnimi kulturnimi ustanovami, navdušujte vaš teren, izvedite lepe dogodke. S ponosom naj spomnim, da Slovenci praznujemo 2. april, mednarodni dan knjig za otroke, že vse od začetka, od leta 67 dalje, to je že 56 let. In ponosni smo lahko na naše predhodnike, torej na poziv naše rojakinje, gospe Zorke Peršič, ki je bila izjemno močna, sposobna ženska, direktorica Mladinske knjige v Ljubljani in je bila tudi seveda zelo aktivna in cenjena v mednarodnem prostoru in tudi predsednica tedanje Mednarodne zveze za mladinsko književnost. Ona je bila tista, ki je tudi pozvala k praznovanju Mednarodnega dne knjig za otroke. Gostila je tudi kongres IBI v Ljubljani leta 1966, kjer je bila podeljena Andersenova nagrada finsko-švedski avtorici Tove Jansson. Jaz bi vam na temle mestu se opravičila za tehnične zaplete, ki smo jih imeli v naši hiši in so mi onemogočili, da bi vas pozdravila, vas povabila na vse lepe dogodke, ki jih pripravljamo za vas.
Torej, na knjižni Janki to ni bilo mogoče, je pa mogoče z današnjim vabilom. Torej, vabim vas na simpozij, posebne knjige, posebne zgodbe, v sredo 5. aprila, vabim vas v Mestno knjižnico Ljubljana, v dvorano knjižnice Otona Župančiča v 3. nadstropju. Na zaslonu vidite tudi program simpozija, dostopen je na spletni strani, torej na podstrani Mestne knjižnice Ljubljana. Obveščali so vas že o njem tudi naši ljubeznivi partnerji, kot je slovenska sekcija IBI, tudi Društvo Bralna značka in še mnogi drugi. Če želite prejemati naša obvestila, ker jih še ne prejemate, vas opozarjam, da nam pošljete mail na e-naslov pionirska@mklj.si in nam date dovoljenje za obveščanje. Torej, čisto na kratko o simpoziju. Domislili smo ga tako, da bo zasnovan tridelno, da bo usmerjen v 3 vsebinske sklope, torej poleg pozdravnih nagovorov. Prvi sklop nosi naslov Zgodbe za otroke in mlade s posebnimi potrebami in nanj smo povabili najboljše možne goste, kot je recimo doktorica Aksinja Kermauner, tiflopedagoginja in torej pisateljica, ki vas bo nagovorila in predstavila svoj plenarni referat Srce in roke za posebne otroke. Kdo drug kot Aksinja je tisti, ki ima tudi izkušnje z izdelavo knjig za bralce s posebnimi potrebami. Med nami bo tudi kolega Igor Plohelj, ki ga poznamo s slikanicami o levu Rogiju, kar nekaj jih je napisal in se nam bo predstavil s pomočjo svojih slikanic kot avtor, kot uspešen pedagog, kar nam je v veliko veselje. V drugem delu bo tematika posebnih knjig, posebnih zgodb, kjer bo vas kolegico Ido Mlakar Črnič predstavili novo bralno spodbujevalno akcijo v organizaciji Mestne knjižnice Ljubljana, pionirske in slovenske sekcije IBI. V veliko veselje mi je, da se nam je na moje povabilo odzvala doktorica Marija Anderluh, predstojnica službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kajti na svojem letošnjem simpoziju odpiramo tudi tematiko zgodb za otroke in mlade v posebnih časih. Tudi čas covida je bil en poseben čas, ki smo ga preživeli odrasli, pa zlasti pa je pustil sledove pri naših otrocih in mladih, kakšne posledice se nam kaže šele sedaj. Ker smo pa knjižničarji tudi ljudje, ki v svojem poklicu smo pozorni tudi do naših bralcev, naših obiskovalcev, imamo torej socialno vlogo, opažamo v tem času marsikaj pri naših otrocih in mladih in pri tem, kako delati z njimi, nam bo pomagala gospa Marija Anderluh s svojimi izkušnjami. Prav tako tudi gospa Majda Mramor, specialistka klinične psihologije in družinska terapevtka, ki jo poznamo kot dragoceno sodelavko, saj tudi piše odlične spremne besede v knjige, ki jih lahko imenujemo kar zgodbe za otroke in mlade, posebne zgodbe. Kot je recimo v tejle knjigi Bratov Kožuh, ki je lansko leto prejela tudi priznanje Zlata hruška za prevedeno mladinsko leposlovno knjigo. V veselje mi je, da se je na naše povabilo odzval pisatelj, empatičen človek z veliko začetnico, gospod Vinko Möderndorfer, ki je napisal kar nekaj knjig, ki sva jih s kolegico Ido Mlakar uvrstili v našo bralno spodbujevalno akcijo, kot je recimo njegova knjiga Sončnica, knjiga Kit na plaži,
kot v filmu Muca Greta, torej avtor, ki bo razmišljal o tem, ali so tovrstni mladinski romani tudi romani s sporočilom. In prav poseben dogodek bo tudi videoposnetek španske avtorice, ki ga je s pomočjo založbe Malinc pripravila za naš simpozij in bo pozdravila s svojim prispevkom vse vas, dragi udeleženci simpozija. Ob svoji knjigi Greta in cirkus Simba Jojo bo razmišljala o tem, ali je uspeh v šoli tudi garancija za uspeh v življenju. Dotaknila se bo tudi problema učne neuspešnosti, ker vse nas zanima tudi v naših posebnih zgodbah. Naj povem, da je praksa tako kot vsako leto, da bodo izbrani referati iz letošnjega simpozija tudi objavljeni v reviji Otrok in knjiga, s katero sodelujemo. Torej, lepo povabljeni na naš simpozij. Naj omenim, da je 2. april, poleg tega, da je Mednarodni dan knjig za otroke, Svetovni dan lutk, tudi Svetovni dan ozaveščanja o avtizmu. Ponosna sem, da bo ta dan, ko boste prišli k nam na simpozij, še nekaj dni pred tem in potem, naš oddelek za otroke in mladino knjižnice Otona Župančiča krasila tudi imenitna razstava ilustracij 2 mladeničev, ki imata motnje v duševnem razvoju, imata torej Downov sindrom, pa vendar ju ta ne omejuje, da ne bi bila kreativna in ustvarjalna in da ne bi prispevala kar 14 ilustracij v čisto novem vodniku po Ljubljani, ki je namenjen prav tovrstnim uporabnikom. Skratka, naš simpozij odpira pozornost, empatijo do vseh tistih naslovnikov, ki imajo posebne potrebe, ki berejo posebne knjige, do česar je pozorna tudi Mednarodna zveza za mladinsko književnost, tudi slovenska sekcija IBI, ki tovrstne knjige slovenskih avtorjev vsaki 2 leti promovira v Kanadi, v posebni zbirki v knjižnici v Torontu. V to zbirko je doslej uvrščenih 7 knjig, mislim, da jih bo še več, in hvala slovenski sekciji IBI za to plemenito dejanje in početje. Še vedno je čas, da se prijavite na naš simpozij, in sicer na podstrani Pionirske je objavljeno tudi vabilo, tako da izkoristite to možnost in bodite z nami v dvorani. Mislim, da bo simpozij raznolik, bogat, da bo odprl mnoga najsodobnejša in aktualna vprašanja, ki zadevajo vse nas. Zdaj pa bi na kratko spregovorila o naši najnovejši bralno-spodbujevalni akciji, ki izhaja iz grške poslanice Jaz sem knjiga, preberi me. Kot sem že omenila, pripravili sva jo s kolegico Ido Mlakar Črnič, delček je prispevala tudi magistrica Tilka Jamnik, podpredsednica slovenske sekcije IBI. V letošnji bralno-spodbujevalni akciji sva za vas, dragi poslušalci in gledalci, s kolegico Ido Mlakar Črnič pripravili kar 130 bralnih predlogov, torej izbranih poučnih in leposlovnih mladinskih knjig, knjig za odrasle, pod rubriko Posebne knjige in posebne zgodbe. Pri tem sva se malo naslonili na knjigo 130 utripov na minuto,
ki jo je izdala založba Miš. Govori o tesnobi, kar nekaj takih knjig, ki bodo odstrle to problematiko, bo po napovedih založb izšlo tudi v letošnjem letu. S kolegico Ido pa želiva, da s svojim bralnim seznamom pri vseh vas povzročiva veselje, nikakor ne tesnobe. Želiva, da vam branje tovrstnih knjig povzroči zvišan srčni utrip, tako kot smo že v našem priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig v lanskem letu že samim naslovom napovedali, da smo v knjižni produkciji izmerili utrip posameznika, njegovega ega in utrip tega sveta. Prepričani smo, da imajo knjige moč, da lahko zdravijo in da nas tolažijo. Ozrla sem se pri pogledu in pisanju, pri uvrstitvi naslovov na tovrstne knjige, tudi na slovenske avtorje, ki so pisali poslanice otrokom tega sveta. Tu mislim na Elo Peroci, ki smo se jo spominjali lansko leto, pa na našega Petra Svetino. Oba sta bila že v svojih poslanicah še kako pozorna na otroke s posebnimi potrebami. Če se spomnim na Elo Peroci, je ganljiv njen spomin na deklico Heleno, ki je zaradi bolezni obležala dolgo, dolgo časa, njeni domači brat so odhajali v službo in šolo. In knjige so bile tiste, knjige, ki jih je prinašal njen brat iz njene knjižnice, so ji lajšale njen težak vsakdan, pot k okrevanju. Ela Peroci je to deklico srečala v tedanjem domu za invalidno mladino v Kamniku in kot je zapisala, če jo citiram, rekli so tudi, da je knjiga majhno okno v svet in v človeško življenje, pa si nisem pri tem ničesar predstavljala. Prej sem morala srečati deklico Heleno, da sem to okno v svet zagledala. Pa če omenjam še dečka Gusteka, s katerim se je srečala kot pedagoginja v tedanjem domu in katerega zgodba jo je pretresla in se seveda dotakne tudi vseh nas, ki beremo njene besede. Slepi deček, deček brez obeh rok, ki je v Brajevi pisavi bral knjigo z ustnicami in na straneh knjige puščal krvave sledi. Ganljivo. Človek ob tem obstane brez besed. Tudi naš dragi kolega, dr. Peter Svetina, nominiranec za najvišjo Andersenovo nagrado, ki se je uvrstil med prvih 6 nominirancev v svoji poslanici Lakota v besedah, se dotakne zgodbe dečka, ki je več časa po operaciji oči moral ležati na desnem boku, mirovati, še mesec dni ne brati, ne početi ničesar, in ko je po mesecu in pol dni prejel v roke knjigo, se mu je zdelo, kot bi besede žlico zajemal iz sklede, kot da bi jih jedel, zares jedel, je zapisal naš dragi kolega Peter. In da ne bi bili ljudje, ki stradamo besed, bodimo pozorni na vse tiste, ki so lačni besed, in kot je Peter zapisal, se ta lakota kaže kot, če citiram, malodušnost, kot brezbrižnost, kot arogantnost. Ljudje, ki jih tare ta lakota, se ne zavedajo, da je njihova duša premražena, ne zavedajo se, da hodijo mimo sebe, pa ne vidijo. Del sveta jim oteka, ne da bi ga sploh opazili. Torej, knjig je dovolj, da ne bi bili lačni. Če odprem strukturo seznama, sva s kolegico Ido seznam organizirali v 3 tematske skupine. V prvi skupini so zgodbe o knjigah, o branju, o knjigah in knjižnicah, torej ta del, ki ga torej povzamemo iz poslanice, del, ki nas navdušuje.
del, kjer smo doma. V drugem delu govorimo o zgodbah, o knjigah za odrasle. Tudi mi kot bralni promotorji se moramo nahraniti tudi z najnovejšimi leposlovnimi in poučnimi knjigami, ki nam govorijo o pomenu branja, ki nas opozarjajo na pasti digitalizacije, ki nam dajo marsikateri uvid, nasvet za naše vsakdanje delo. V tretjem delu posebne zgodbe pa smo pozorni in vanj smo uvrstili knjige za otroke oziroma otrocih s posebnimi potrebami. Pozorni smo za knjige za telesno ovirane, gibalno, senzorno ovirane, tu govorimo o slepih, o slabovidnih otrocih, o gluhih, naglušnih, o otrocih z disleksijo, o intelektualno oviranih. Hkrati pa smo sem uvrstili tudi zgodbe za otroke, ki so zaznamovani zaradi izolacije ob pandemiji koronavirusa. Seveda sva bili s kolegico Ido pozorni, da sva na seznam uvrstili prvovrstne knjige, torej kakovostne knjige, zelo dobre, tudi kakšno dobro, v glavnem pa odlične knjige, tiste, ki nosijo znak za kakovost, zlata hruška ali pa celo priznanje. Kot vidite v legendi, sva knjige iz IBI zbirke, knjig za otroke s posebnimi potrebami, posebej označili s pomanjšanim logotipom IBI slovenske sekcije. Skenirane so naslovnice zlatih hrušk, torej knjige, ki imajo to čast ali pa celo priznanje zlata hruška. Vmes sva dali kot predah tudi ene lepe citate, ki dvigajo naša srca, ki nam dajo ogenj, ki nas opozarjajo za to, kaj nam knjige dajajo, kaj vse nam omogočajo. Kot uvod v prvo skupino, ki nam dvigne tudi srčni utrip, je nama zelo ljub citat iz knjige Matilda, ki je strašna knjigožerka, knjigoljubka. Matilda sedi v svojem naslanjaču, doma ali pa v knjižnici, pri gospe Felčevi in bere, požira knjige, njena lakota po knjigah, po besedah je neuničljiva. In medtem ko je fizično v svoji sobici, je lahko kjerkoli po svetu in skupaj z Moby Dickom se giblje po morjih, po fantastičnih svetovih, hodi po džungli, knjige vse nam to omogočajo. Knjige so organizirane tudi po bralnih stopnjah, pozorni smo za knjige za predšolske otroke, torej do B stopnje 3 do 6 let. Gremo na začetno branje, na prvo stopnjo, ki zajema starosti od 6. do 9. leta. Nadaljujemo z osnovnim samostojnim branjem, z drugo stopnjo, se usmerjamo v napredno samostojno branje. Gremo do kritičnega samostojnega branja, do 4. stopnje. Vem, da ste radovedni. Na simpoziju boste tudi dobili takšno imenitno knjižico. Sicer pa vse te predloge dobite tudi na spletu, si jih lahko natisnete in promovirate med vaše mlade bralce. Smo potem v drugi zgodbah o knjigah za odrasle, dajemo vam nekaj imenitnih knjig za vse vas, kot recimo Papirnata mesta, potem poučne knjige, kot sem že omenila, sprehajalca knjig, veliko odličnega branja. Vodimo vas do posebnih zgodb, v kateri so knjige uvrščene v IBI zbirko, tudi knjige naših referentov na simpoziju. Kot sem rekla, to je izbor 130 knjižnih utripov. Lahko bi jih s kolegico Ido
dali še več, ampak bodi dovolj. Pladenj knjižnih naslovov misliva, da je dovolj raznolik, poln vsega, prav obilen, da vzamete iz njega vse tisto, kar želite sami in kar veste, da bo navdušilo vaše kolege, in vaše mlade bralce, njihove starše, družine in pokrilo tudi medgeneracijsko branje. V seznamu, s kolegico Ido navajava tudi, gesla, ki so vam v pomoč pri kratki predstavitvi knjige. Navajava, katere knjige naslavljajo tudi, odrasle bralce in so torej primerne za, medgeneracijsko, branje. Bodi dovolj z moje strani, naj vas vabim na srečevanje, najprej na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu 31. marca, vabljeni na stojnico bralne kulture, na mnoge odlične dogodke, na katerih se bomo srečali. Veselim se vas na simpoziju 5. aprila, veselim se vas tudi, na majski strokovni sredi 10. maja, kjer bomo predstavili, pred priročnikom že tiste knjige, ki jih je vredno brati, promovirati iz leta 2022, pa tudi iz leta 2023, torej leposlovne knjige, poučne knjige. Napovedujem zdajle že prvič javno Bologno po Bologni, ki jo pripravljamo skupaj s slovensko sekcijo IBI, s knjigarno Konzorcij. Letos bo to jubilejna Bologna, že 30. zapovrstjo, torej toliko let jo že pripravljamo skupaj. Bo pa odprtje, svečano odprtje 23. maja. Trajala bo cel teden, vse do 27. maja. Torej, na branje vam kličem, na druženje s knjigami, na praznovanje. Kaj lepšega kot prebrati nove knjige, ki v vas netijo pripadnost, navdušenje, to, da smo bralci, da ta bralni virus širimo na druge, da praznujemo in slavimo praznik branja skupaj, z grško sekcijo IBI v naših bralnih okoljih. Lep 2. april, lepo pomlad vam želim, na srečanje in branje. Hvala, maham vsem.